Včeraj opoldne je bil ustavljen blok 6 termoelektrarne Šoštanj. Gre za načrtovano zaustavitev, ki bo zaključena predvidoma v drugem tednu januarja 2018. V tem času bodo v Tešu izvedli pregled opreme in garancijska popravila kolektorja pare zaradi nevarnosti pojava razpok. Nastale stroške krije družba General Electric. Proizvodnjo električne energije in toplote za zunanji odjem bo v času ustavitve bloka 6 zagotavljal blok 4. Šesti blok termoelektrarne Šoštanj je v letu 2017 obratoval že 7226 ur in pri tem proizvedel 3116 gigavatnih ur električne energije. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je proizvedel 2976 gigavatnih ur električne energije, največ januarja letošnjega leta. Delež proizvodnje v celotni proizvodni skupini HSE je bil 45%, v celotni slovenski proizvodnji električne energije pa 23%. Včeraj je bila v Petrovčah okrogla miza z naslovom Za mokre zadrževalnike proti suhim zadrževalnikom, ki jo je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. V Spodnji Savinjski dolini je bila namreč za zagotavljanje poplavne varnosti Celja predvidena gradnja 7 in nato 5 suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski v skupni površini več kot 700 hektarjev. Udeleženci okrogle mize so si bili enotni, da bi to kljub drugačnim zagotovilom ogrozilo kmetijsko pridelavo na območju zadrževalnikov in so zahtevali presojo možnosti gradnje oziroma čimprejšnjo gradnjo mokrih zadrževalnikov, ki bi poleg poplavne varnosti zagotavljali tudi vodo za namakanje kmetijskih površin. Ob koncu so oblikovali skupna stališča, s katerimi bo zbornica seznanila Ministrstvo za okolje in prostor na sestanku, ki bo 15. januarja prihodnje leto. Po informacijah, s katerimi razpolagamo na kmetijskem ministrstvu, je trenutno umeščanje suhih zadrževalnikov v mirovanju. Sicer pa kmetijsko ministrstvo je na stališču, da je potrebno iskati rešitve, ki bodo primerne tako z vidika poplavne varnosti, kot tudi z vidika zagotavljanja vode za potrebe namakanja. V teh predprazničnih večerih je še posebej lepo v občini Vojnik. Turistično društvo Vojnik in občina Vojnik sta ponovno pripravila Božični Vojnik, kjer v številnih postavitvah jaslic in svete družine pred očmi obiskovalcev zaživi božični čas v izvirni, posebni podobi. Mi smo potovali po eni od sosednjih držav, pa tudi doma smo videli marsikatero razstavo in smo si rekli, da smo v Vojniku sposobni narediti nekaj več, ne samo ostati pri lučkah, ampak da to nadgradimo s podobo svete družine pred Božičem in neverjeten odziv tudi po ulicah ljudi, tudi jasličarjev, je iz leta v leto naraščal prav neverjetno in ljudje kažejo velik interes, da delajo jaslice, da sodelujejo, da pomagajo na vse mogoče načine in zato smo se tega potem lotili tudi zmeraj bolj ambiciozno. Najprej majhna razstava v eni ulici, pa kar nekaj jaslic znotraj, letos pa govorimo o 70 do 80, nimamo čisto točno preštetih, ker se vsak dan kaj zgodi še zunanjih jaslic, to se pravi jaslic v 3 ulicah, notri, kjer pa smo sedaj, pa je razstavljenih tudi okrog 150 jaslic, tako da to je pa že kar lepa številka in nekatere so prav zanimive in tudi veliko vredne. Vremenska napoved: jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo oblačnost povečala, manj oblačno bo v zahodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3 v alpskih dolinah ter ponekod na Notranjskem pod -10, najvišje dnevne od -1 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Obeti: v petek in soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost.